Danes se je na sedežu VZMD mudila misija Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD za področje upravljanja družb. VZMD je predstavnikom misije predstavil svoja stališča z najpomembnejšimi razlogi, izhodišči in povodi za zatečeno po oceni VZMD porazno stanje na področju upravljanja družb v Republiki Sloveniji. In sicer v obliki komentarjev na samo oceno Republike Slovenije OECD Accession Self-Assessment Slovenija, z vsebino katere se na posameznih mestih VZMD nikakor ne more strinjati. Že 2 dni pred srečanjem z misijo OECD sta se predsednik VZMD, magistr Kristjan Verbič in član strokovnega sveta VZMD, prav z namenom obravnave omenjene problematike in razgovorov pred obiskom misije, sestala s predstavnikoma Ministrstva za gospodarstvo Jernejem Tovšakom, vodjo sektorja za pravo družb, ter svetovalcem sektorja Gregorjem Kumrom. Strinjali so se, da je pristop k OECD za Republiko Slovenijo izrednega pomena, pri čemer srečanje s predstavniki misije predstavlja tudi priložnost za izpostavitev ključnih problemov in možnih rešitev za normalizacijo oziroma izboljšanje stanja. Na srečanju z misijo OECD je tako VZMD izpostavil potrebo po izboljšanju praks na področju upravljanja družb v Republiki Sloveniji in okrepitvi sodelovanja s civilno družbo in njenimi združenji, tudi v gospodarski in finančni sferi, ter nuja po reševanju problematike malih delničarjev, delničarstva, prikritega obvladovanja gospodarskih družb, njihovih spornih prevzemov, menedžerskih odkupov, netransparentnih prodaj pomembnih kapitalskih deležev, procesa lastninjenja, tajkunizacije, izključevanja oziroma iztisnitev malih delničarjev. VZMD je hkrati predstavil tudi nekatere možnosti za zakonske rešitve, ki bi predstavljale ustrezen odziv in sankcioniranje v celotnem spektru izrazito pereče problematike z vsekakor nadvse daljnosežnimi posledicami.